Lepo pozdravljeni znova po desnem pasu. Danes je z mano poslanec Jožef Lenart. Lep pozdrav na v bistvu sončni Trnovski vasi. Dost ljudi se je nama tu pridružilo. Zdaj kandidira že tretjič. Kaj te žene naprej, kaj je tisto, kaj ti daje moč, da si še enkrat odločil za kandidaturo in predvsem, da te tudi ljudje tu imajo radi, ne? Lep dober dan, pa bom rekel res dobrodošel v našem najlepšem volilnem okraju, v volilni enoti. Mogoče se sliši malo samovšečno, ampak verjamem, ne, da jo imamo vsi vsak svoj volilni okraj, v katerem kandidiramo radi. Zakaj pa sem se še enkrat odločil? Zaradi tega, ker mojemu volilnemu okraju manjka dobra, uspešna vlada in seveda učinkovito vodenje države, kot smo jo imeli leta 2020-2022. Se pravi, dejansko smo takrat poslanci nekako izrazili svoje želje in smo bili kar dobro upoštevani pri razporeditvi infrastrukturnih projektov in to si želimo tudi nazaj, ker so se pač v tem momentu v našem spodnjem Podravju, na Ptujskem polju in pa v Slovenskih goricah nekateri projekti, ki smo jih mi zastavili, ustavili. In gotovo je, ne, da si želim enakomernejšega razvoja, kot je bila pod vlado Roberta Goloba. Zdaj, tvoj okraj, ne, Ptuj 1 pokriva kar nekaj občin, od Ornave, Juršonci, Trnovska vas, del Ptuja, Majšperk. Se opravičujem, jih bom jaz poskusil znova našteti, ampak kar dobro poznaš okraj. Se pravi, okraj je dejansko sestavljen iz dela občine Ptuj, to sta četrtni skupnosti Rogoznica in Grajena. Potem pa gremo po vrsti, katere ne izpustim, potem je pa občina Destrnik, potem je pa občina Trnovska vas, občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, potem na drugo stran prek občina Juršinci, občina Dornava, občina Gorišnica in občina Markovci. In vse te občine, med njimi je Trnovska vas, kjer smo sedaj, zelo lepa občina, ampak bom rekel, po številu prebivalstva malo med manjšimi in zaradi tega vse te občine tudi rabijo nekako večjega povezovalca, motivatorja, da bi lahko še prišli do kakšnih evropskih sredstev. Zaradi tega tudi nekako spet navijam, ne, na odpiranje tematike o pokrajinah, ker za te občine bi bila to velika dodana vrednost. Zdaj tudi bil si v odboru za kmetijstvo, ne? Zdaj za kmeta se v tem mandatu praktično ni naredilo nič, ne? Na koncu kmetje so bili po tem 4 let tepeni iz vseh strani, na koncu še z Mercosurom, 2-procentnemu v bistvu davku za dolgotrajno oskrbo, se pravi, za kmeta se ni naredilo nič. Da ne govorimo tudi o zakonu o zaščiti živali, ne? Zdaj, kak ti gledaš na to in tudi kak volilci tu, kmetje, na to gledajo, ne, na to vlado? Ja, gledajte, vlada Roberta Goloba pa kmetijska ministrica sta bila vsaj za ta pecirk zelo škodljiva. Jaz sem dejansko nekako poskušal že na začetku vstopiti v odbor za kmetijstvo Državnega zbora RS, ampak bom rekel, ker nas je bilo kar veliko poslancev, najprej mi ta odbor ni bil dodeljen. Pozneje sem se na željo kmetov, ki pač verjamejo, da kar dobro poznam kmetijsko problematiko, sem se zamenjal v odboru za to, da bi bil v odboru za kmetijstvo, ne. Zdaj, ko sem bil pa v opoziciji, pa me spet sprašujejo, kaj smo naredili, ampak kaj bi pa lahko naredili, če je ministrica ni hodila niti na svet ministrov v Bruselj od začetka. In zdaj, če ti tam ne odreagiraš, ne, potem tudi sem prihajajo nekatere direktive za nekako skupno evropsko kmetijsko politiko, ki so škodljive za nas kot zelo majhno državo in tudi kmetijstvo. Naše kmetijstvo je tako zelo specifično in naše kmetije so velike samo povprečno 7 hektarjev. In kaj smo mi naredili dejansko za kmeta je to, da mi več nismo konkurenčni, ker imamo manjše kmetije in tudi to se bo čez čas pokazalo, da bomo imeli zaraščene hribčke. Se pravi, ostalo nekako veliki kmetje še ravnico obdelajo, seveda v hribe, pa tam pa več niso konkurenčni, tam je pa veliko ročnega dela. In potem smo naredili, samo zaostrovali še dejansko zakonodajo okrog fitofarmacevtskih sredstev, različne pravilnike. Potem smo tudi, ko ste omenili, da smo seveda imeli tudi zakon o zaščiti živali, ki je prinesel veliko slabega. Se pravi, kmet najboljše ve, kaj je dobro za njegovo kravo, ker je to njegov denar, njegov evro. In on z njo lepo ravna. In bom rekel, določene, ne moreš drugače se izraziti, določene neumnosti
prestrogih nekih ukrepov in kazni, zato da pač nekdo misli, da nek kmet ravna za to živaljo slabo. On pa dejansko ne ravna slabo. In zakon o zaščiti živali nam je naredil dodatni breme za kmete, ne? Potem pa tudi vsi tisti ukrepi, kot so bili recimo potrebno krave spustiti iz verig, ne? Se pravi prosta reja, kako pa na hribih, kako pa recimo, ne vem, na Pohorju, ko ima 10 glav živine, pa ima še vedno seveda prideluje mleko s temi 10 glavami. Prvo smo mu rekli, ne, da je prepoved priveza živine, ne, potem pa smo še mu naredili, ne vem, ukrepe, ne, da dejansko ima, če se tako izrazim, ne, mogoče je tisti, ki je imel zaščiteno področje, se pravi naturo, ne, je že tako ali tako manj pridelal in ne sme pasti, kaj pomeni nasprotja zakonov, ne. Se pravi, ima naturo, ne sme pasti, krava se ne sme pasti. Potem pa mu rečemo, zdaj pa ne sme več biti privezana. Ja. Kako naj redi? Se pravi, on je stisne v kot in glede tega so nas tudi naši kmetje pač opozarjali, niso slišani in tudi težko dobijo naslednike zaradi tega, ker sin, hčera na kmetiji vidi, kako se oče in mama namatrata, da preživita, ne. In potem seveda je kar veliko sredstev, katera so bila namenjena za mlade prevzemnike, ostalo neporabljenih. In to je pa še največja katastrofa, kaj se lahko zgodi. Če mi dejansko dobimo za pospeševanje kmetijstva nek denar, neko malho, potem pa tega ne porabimo, ne. Ja, točno tako, ne. Pa mogoče še dotaknemo teme decentralizacije, ne. Tu mislim, da se marsikdo reče, ne, da smo včasih pozabljeni od Boga, ne. Tudi na Štajerskem, ne, vse se centralizira v Ljubljani, tudi ogromno služb se pelje v Ljubljano, ne. Tu je res treba nekaj narediti, ne. Tu, da se naše ceste popravijo, ne, in da predvsem denar pride v naše občine, ker recimo pol pa gledamo, da v Bosni Veliki Kladuši država nameni, se mi zdi, da 1,5 milijona evrov za menjavo azbestnih cevi, ne. Jaz pa verjamem, da še tu ogromno krajev, ker še danes nimajo vodovoda, pa še ni vse urejeno, ne. Ja, gledajte, mi imamo dejansko v ustavi zapisano, da bomo ustanovili regije. Se pravi, zadeva je toliko pomembna in v ustavi je zaveza za nas. Zdaj, da pač mogoče bi kdo mislil, da smo mogoče malo zaspali, ampak mi nismo. Naša stranka, Slovenska demokratska stranka je 2-krat vlagala, pa nismo bili uspešni pri zbiranju 60 glasov. Potem nazadnje, pa v mojem mandatu je pa vložil Državni svet, ne bom rekel neposrečeno zadevo, ampak število regij je bilo že kar veliko. In nekako smo se pogovarjali, ne, da bi lahko bilo regij 8 plus veliki mesti, Ljubljana in Maribor vsak pač za sebe, če se zdaj pogovarjamo o tem, da bi nekako spravili skozi nek kompromis. In v Slovenski demokratski stranki smo za regije in drugo nam ne preostane, kot da pač poslanci, ki bomo izvoljeni, ne, še takoj na začetku mandata začnemo nagovarjati poslance drugih poslanskih skupin, da še kak se strinja, če bi recimo znova podali predlog, da bi bila regija. Kaj bi pa pomenilo? Pa kdo drži ročno zavoro, ne? Glejte, ročno zavoro držita Janković pa Golob, to je dejstvo. Se pravi, če bi jaz verjel, da nima župan Ljubljane tako velikega vpliva na Goloba, ne, potem ne bi mi dobili na našo pobudo, ne, zakaj se je ustavilo ustanavljanje regij, takšnih odgovorov, kot smo jih dobili. Ne. Odgovori so bili popolnoma, kako ne rečem, nepremišljeni, samo da nam nekaj odpišejo. Ne. Vzrok, da je pač preveč, potem, da se vse to dela preko nekako upravne lokalne politike, ne. In druga zadeva pa je, da regije, če bi jih ustanovili, z zakonom seveda določili zakon o regijah, potem bi tudi morali kakšnih 20% proračuna nameniti za regije, kar pomeni, da bi seveda regijski sveti dirigirali za približno 4 milijarde evrov denarja, kaj se bo delalo v regiji, če zdaj rečemo spodnjepodravski ali pa podravski regiji. In to je največja stvar, katere se bojijo, da bodo izgubili finančno moč. In zadeva pa ni enostavno za speljati, to je logično, je pa nekako poskusiti pravično narediti in uporabiti obstoječe kadre
tudi župane, tudi njihove direktorje, da ne bi potem preveč porabili za samo upravljanje tega sistema. No. Ja, ne, se tu absolutno strinjam. Ne. Te regije, mislim, da moramo vsi, ki prihajamo izven Ljubljane, ne, forsirati, da se to naredi in da se tudi spravi skozi parlament. Ne. Tu se rabi dvotretjinska večina, se pravi 60 glasov, ne. Kar bo. Zdaj še eno vprašanje, mogoče, kaj pa župani? Marsikrat župani jamrajo, da ni dovolj denarja, ne. Tudi država jih vedno bolj stiska. Zdaj prejšnja vlada je zvečala glavarino, zdaj pa se mi zdi, da znova se nekako občine postavlja na stran. Ne. Tudi verjetno ti, ko imaš toliko županov, ne, mislim, da kar pogrešajo spet desno vlado. Ne. Ja, župani, jaz s mojimi 8 župani zelo dobro sodelujem. Glejte, imamo župane, ki so podeželski in so že s koreninami, če tako rečem, bolj desno-sredinski. In tukaj je podpora jasna, ampak pazite sedaj, jaz imam na Ptuju županjo, ki je liberalka. Torej, SD, ne Nuška. Ja, se pravi, če gremo tako, socialni demokrati dejansko tudi nezadovoljni z delom ministrstev, ker so ministrstva zelo neodzivna. In če jaz pač imam koalicijo, če sem jaz v kvoti koalicije, kot je kolegica, če se tako izrazim, županja Gajšek, potem jaz imam številke od ministrov. In meni ne bi smel biti problem, ko se mi nek projekt zatika, da jaz pač dobim v Ljubljani podporo in da mi telefon dvigne sekretar z ministrstva za infrastrukturo in da me spreme ministrica. Ampak jaz sem opazil težave, da same županje in župani iz kvote koalicije ne pridejo do ljubljanskih pisarn ministerskih. In to je zelo slabo, to pomeni, da nisi vreden, da si minister, če se ne odzivaš. Druga zadeva pa, kot ste rekli, imamo nekako projekte, ki bi bili za ljudi dodana vrednost, ampak dostikrat se tudi zgodi, da je delež občine, da je delež občine pač umanjkal. Se pravi, da smo pod prejšnjo vlado recimo že imeli pripravljene stvari za nek projekt, potem pa pač občina ni zmogla tistega zneska, katera njena soudeležba. In sedaj, če smo odkriti, vsaj 3/4 županov iz mojega volilnega okraja, pa še katere poznam okrog, pač so zelo razburjeni zaradi tega, ker niso mogli pokazati ljudem skoraj nič. So se nekateri redki projekti, ki bi jih preštel na prste ene roke, nadaljevali, ostali pa so se večinoma izgovarjali, predvsem infrastrukturno ministrstvo, na poplave. Ampak gledajte, poplave so bile res. So odnesle nekaj denarja tudi. Ampak če se dela racionalno, vseeno ni bilo vojno stanje, da se bi vse na Štajerskem in pa v Prekmurju in pa, če tako rečem, tudi v naših okrajih tukaj zaustavljalo. Točno tako, ne. Pa še mogoče med zadnjimi vprašanji, bili ste že v prejšnjem parlamentu, zdajšnjem, kakva je klima? Zdaj Urška Klakočar Zupančič, mislim, da je malo spustila standard tega parlamenta, in marsikdaj, tudi kot meni, kot zunanji opazovalec, pa marsikomu od gledalcev, izpade res v tem mandatu cirkus. Kako vi zdaj na to gledate? Glejte, meni je zelo žal, da ste da ste dober opazovalec, pa to ste dejansko opazili, da je res. Se pravi, če se reče, parlamentirati, recimo, se razpravljati in pa kulturno komunicirati. Mi smo v zadnjih 2 mandatih zelo padli. Se pravi, v prejšnjem mandatu je bilo še ok, ampak če vse skupaj seštevam, po moje je krivo tudi to, da pač v parlament prihajajo slabši poslanci. Se pravi, prihajajo ljudje, ko nekako nimajo čuta, kje je treba pa ustaviti konje. Zato jaz poskušam nikoli ne žaliti, prvo. Drugo pa je, nikoli do sedaj ni bila seja državnega zbora, glavna seja državnega zbora vodena tako pristransko, da se jemlje besedo opozicijskim poslancem. Da pa se sploh ne pogovarjamo še o matičnih delovnih telesih, recimo Odbor za pravosodje. Ampak gospa Klakočar Zupančič je dejansko mogoče sprostila parlament glede svojega oblačenja, pa pojavljanja, pa to. Spustila pa je z svojo načinom vodenja, pa spustila nivo kvalitete razprav, ker ne ustavlja žaljivk in dejansko, ker ne dela nepristransko, ker ne glede na to, ali je bil predsednik državnega zbora iz stranke SDS, ali je vodil predsednik Nove Slovenije, ali pa kateri drugi v prejšnjih mandatih,
nikoli se ni nekako omalovaževalo opozicijskih poslancev. In to je tisto, kaj nas, bom rekel, po resnici boli in jaz resnično verjamem, ne, da se v naslednjem mandatu tole obrne, ker če se pa ne, potem mi tudi meni zmanjka veselja do tega dela, ker je ponižujoče, ne, in potem nekako včasih si se prijel za glavo, pa kaj je pa za to bilo, je bilo to treba, ne, zakaj dejansko misliš ti, da smo mi neki tvoji šolarčki, ne, mi smo izvoljeni poslanci, recimo, če v tem mandatu dobim poslansko mesto, ni enostavno. Od 21,000 volivcev bo to potrebnih kakšnih 30 pa 35%. Ne. Se pravi, mi imamo močno telo za seboj in nas nihče ne more tam učiti šole, še posebej tisti, kateri na nek način res predelamo gradiva in jih razumemo in potem želimo, kako se reče, kvalitetno razpravo imeti, pol te pa ustavi, češ, to si pa zdaj ti, kaj je že povedal preveč, ne? Ja, kar ne paše, ne? Ne, zdaj smo že skoraj da pri koncu, ne? Za zadnje vprašanje pa še vidim, da je velika ekipa za tabo, zdaj še nas čaka v bistvu 3 tedne napete kampanje, ne? In mogoče kak zdaj v te 3 tedne malo da upišeš, ne, pri nas, jaz vedno rečem, stranke SDS je kampanja drugačna, dosti bolj napeta, zdaj verjamem, da greš ogromno vrat do vrat, ne, mogoče še ta zadnji del, da malo tudi gledalcem opišemo, ne, kak zgleda tu delati kampanjo na ptujskem okolišu? Ja, kampanja je, kako ne rečem, to lahko dela z veseljem, ne, se pravi, sam stik z ljudmi, ne, če ga spostaviš, ne rečem, res je, da poslanci, aktualni poslanci že imamo nekako spostavljen ta stik z ljudmi in tudi so te sprejeli medse kot svojega ali ne. In če so te, potem se da toliko lažje, ko pa greš od vrat do vrat, pa resnično, mogoče, ne vem, od 100 hiš je 5 ostrih zavrnitev. Ampak to ti da samo še voljo, ampak velikokrat se razpravljaš tudi z popolnim levičarjem, ne? Ker jaz nisem nikoli smatral stranke levica, če bi bili kultivirani, ne? Da pač so oni, kako ne rečem, nezaželjeno telo. Sedaj s temi njihovimi predlogi, ko pa želijo lesti nazaj v socializem, ne? Sedaj jih pa res ne bi rabili. Ampak nasplošno jaz priznam vse stranke, leve in desne, in zaradi tega tudi komuniciram z krajani brez problema, ne? In če prideš k hiši, pa bom rekel, ne prosiš nekako zase, ne? Samo pojdite voliti, ker če bodo bolj pridni šli voliti, in to ste vi, ti v podeželju, ne? Potem bomo mi imeli boljšo vlado, kot če jo bo zvolila samo Ljubljana, samo Celje in Maribor. In zaradi tega to jim poveš, potem se malo pogovoriš, gostoljubni ljudje, skoraj nikjer ni, no, da ti ne ponudijo kaj za popiti, tako da jaz si res želim lepega vremena, moja ekipa pa čisto vsi predsedniki iz volilnega okraja, predsedniki občinskih odborov so noter, je tudi kdo, ki pomaga nekako skozi oči ne strankarskega človeka, ampak ljudje delijo potem tudi naše objave in res, čuti se, zdaj se pa res čuti energija. In bom rekel, nismo še čist nič zamudili, zadnji teden dni pa zelo dober odziv na terenu in tudi to, ko ste videli danes, koliko je ljudi prišlo sem, tudi vas so bili zelo veseli in so rekli, glej, če bomo zmagali zunaj, bo piknik, gor bo pa vesela slovenska pa SDS-ova zastava. To je to. Jože, jaz verjamem, da bo se to resničilo, pa srečno v kampanji, ne? Pa se vidimo v parlamentu.